Zdaj pa rubrika, za katero Helena Blagne pravi, da jo navdihnila polovico njenih pesmi. Jep, to je rubrika Telegraf, segment, v katerega vtaknemo vse novice, ki so prekratke, da bi bile samostojne. Začnimo z najpomembnejšo novico dneva. Oče Playboya, Hugh Hefner, je namreč sporočil, da je revija, ki je ena najbolj zaslužnih za to, da se je o spolnosti nehalo šušljati in se je začelo o njej glasno govoriti pred radikalno spremembo. Z novim letom v njej ne bo več golih fotografij. Jaz ne vem, zame je to novica tedna. Ne vem, je Hefner se spotaknil na svoj šlafrok, pa si glavo razbil nekam, da je tako prebol. Je pa res, da so takoj po objavi novice vse mlajše generacije sveta se spraševale, ti pa kaj je to revija, kaj je to? Ne vem, stari, to je tisto, kaj ti ribarnici po staru zavijajo. Torej, če potegnemo črto, bo Playboy odslej edini medij brez nagih babe. Ne vem, mogoče so to naredili zato, ker itak večina moških govori, da kupujejo Playboy zaradi člankov. Tako da vse starlete, ki ste računali na naslovnico v ZDA, morate zdaj na to žal pozabiti in razmišljati o kakšnem drugem fotografu in kakšni drugi reviji. Tako da pospravite te cuzle punce, konc je! Gotovo! Konec! Konec! Playboy brez nagih babe, pa dejte no, lepo vas prosim. To je tako, kot v Ugankarju ne bilo križank. Ali pa v National Geographic ne bilo not slik narave, no. Ali pa četrtek pred sodiščem brez vztrajnikov. Ali pa ne vem, ko je Volkswagen z manjšimi izpusti. To ne gre, to enostavno ne gre. In ko smo že pri lulikah, Hrvati se nameravajo hudo oborožiti. Hrvati Američane fehtajo, da jim podarijo 16 takih raketometov z dosegom do 300 kilometrov. Dragi Hrvati, vem, da nas ne marate, ampak zakaj morate to hladno vojno tako stopnjevati? A ni dost, da nam Dragojevića pošljete vsak mesec v stožice? A nismo dost trpeli? Sploh pa, zakaj rabite raketomet z dometom 300 kilometrov? Nas mimogrede izgrešite, ker smo tako majhni. Ali vas pa Srbi jezijo, ker so letos posodobili svoje rakete, ne? Sam Beograd je pa tudi bližje kot 300 kilometrov, ne rabiš takih mašin. Razen, če imate manj vrednostni kompleks, pa hočete z velikimi raketami spast frajeri, ne? Kar me spomni na nekaj drugega. 하기의 승리의 혁명군과 시골의 참간 높이 올리며 들어서는 씩씩한 조태호의 발걸음에 위대한 수경인들의 보림열의 단건설 업적을 Idemo na granico, palpa po Slovencima! Hrvati, če že opletate stiči, ne? Naredite vsaj tako parado, ki Severna Koreja ta teden, ne? Ampak dajmo ostati na Balkanu, se spomnite incidenta v kosovskem parlamentu nekaj tednov nazaj. Turpo. No, ta teden so igro nadgradili in v parlamentu metali dimne bombe. Manj, če šlo tako naprej, lahko naslednji mesec pričakujemo vsaj leteče drekce ali pašno bombo. Na svet kosovski opoziciji, če hočete res narediti štal v svojem parlamentu, povabite našega Mramorja, da vam govor priredi. Tega mučenja ne bo noben zdržal, da bo vlada padla, ker si bojo vsi žile porezali. Ampak, kakorkoli, poslanca, ki je sprožil dimno bombo, so prijeli pred policijsko postajo, pa so se zbrali njegovi podporniki. Zvesti. Mene všeč, ker se te ljudje znajo zabavati. Ne? To je enkrat ena. Ne pa tako, kot mi, ki pustimo, da nam politiki delajo tole. Hvala za ogled. Ne pozabi pa tudi na oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22. uri na Planet TV. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.